gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je enako nič. Nič je enako neskončno. Neskončno je enako nič. A, B je manj od 1, 2, 3. Gledališko uprizarjanje po delih Srečka Kosovela se je razmahnilo približno v zadnjem desetletju in pol. Bodisi je temu botrovala nova generacija umetnikov, ki so se odzvali na Kosovelov klic človek, bodisi je fenomenu Srečka Kosovela vrata odprlo postdramsko gledališče, ki svojih vsebin ne išče le pri dramskih izhodiščih, zagotovo pa so večjemu zanimanju botrovale tudi obletnice, denimo 110. obletnica rojstva Srečka Kosovela leta 2014 in tudi letošnja 100-letnica njegove smrti. Srečko Kosovel je zanimanje gledaliških ustvarjalcev sicer vzbudil že prej. Po podatkih, ki jih beležijo repertoarni oziroma letopisni pregledi slovenske gledališke produkcije, je prva zabeležena uprizoritev nosila naslov Integrali in druga poezija. Izbor je pripravil Aleksander Peršolja, nastala je v režiji Lacija Cigoja in izvedbi Primorskega dramskega gledališča. Sežanska premiera 18. marca 1972 je sovpadla z 68. obletnico Kosovelovega rojstva. Gledališko občinstvo, ki je spremljalo produkcijo v 80. letih prejšnjega stoletja, se spominja uprizoritve Prostor številka 461, gledališke poeme po besedilih Srečka Kosovela, po scenariju Igorja Likarja, tudi režiserja uprizoritve, in Matjaža Jarca, tudi avtorja glasbe. Eksperimentalno gledališče Glej jo je premierno predstavilo 28. februarja 1987. Veno Taufer je v kritiškem zapisu ugotavljal, da je Prostor številka 461 v svojem temeljnem jedru izpovedovanje bolečine biti evropskega človeka. Bolečina zaradi nemožnosti transcendence te biti
Iz smrtne agonije se obrača na to k človeku, končno svetlobo in pesnikovo poanto pa predstava najde v odprtosti k igrivosti, vedrosti in v modri naivnosti Kosovelove otroške pesmi o sončnici. Gledališki ustvarjalci so večkrat posegli tudi po poeziji, ki jo je Srečko Kosovel pisal za otroke. Do danes beležimo 3 profesionalne uprizoritve. Pesmi za otroke v režiji Helene Šobar-Zajc in produkciji Lutkovnega gledališča Jože Pengov, premiera je bila 21. aprila 2005. Jerca s sončnico na glavi je nastala po idejni zasnovi Jerce Mrzel v koprodukciji Gledališča za otroke in mlade Ljubljana in ZDUS. Premiera je bila 30. novembra 2008. In Močeradek gre čez cesto, ugledališčena poezija Srečka Kosovela, kot jo je v Lutkovnem gledališču Ljubljana pripravil režiser Matija Solce. Premiera je bila na dan 109. obletnice Kosovelovega rojstva 18. marca 2013. Tudi predstava, ki je nastala v 90. letih prejšnjega stoletja, je bila posvečena obletnici. 90-letnico rojstva Srečka Kosovela je obeležila predstava z naslovom Cukrarna, projekt Opna, 3. faza, v idejni zasnovi in režiji Marka Košnika Viranta. Uprizorjena je bila oktobra 1994 na mednarodnem festivalu Median Biennale v Leipzigu, v ljubljanskem Cankarjevem domu pa je bila premierno izvedena 12. januarja 1995. V 90. letih je Srečko Kosovel nastopil tudi v nekoliko drugačni obliki uprizarjanja. Njegovo delo je v središče postavil Matjaž Berger na državni proslavi o 5. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Skoraj 20 let pozneje je Matjaž Berger o jubilejni proslavi leta 1996 povedal. Zaželel sem si to, da bi pravzaprav skozi označevalno sintagmo besede v prostoru skušal v prostoru, torej na prostoru Trga Republike, da bi Kosovelova poezija v najbolj minimalistični, asketski, pa vendar močni, subverzivni, radikalni obliki izvenela kot oblika, ki slavi konstrukcijo z vsemi značilnostmi Kosovelove antologije, se pravi z miselno gesto, se pravi z radikalnim stališčem, se pravi z likovno poezijo oziroma z formo svoje poezije in pa z neko kosovelovsko etiko. No, pač takrat sem želel tudi, da se državne slovesnosti začnejo poimenovati, da imajo svoj naslov. Naslov sem dal Kon spet in avtomatično izločil to pesem iz nabora. Ampak nisem vedel, da sem povzročil subverzijo in pač del političnega prostora je pač iz tega naredil hudo afero in ob vsaki državni slovesnosti pač to omenjajo. Jaz tega nisem naredil zato, da bi naredil škandal, incident ali karkoli, jaz sem to naredil izključno zato, da bi Kosovelovo poezijo pripeljal na velika vrata v konstrukcijo številka 5. Matjaž Berger je bil gost okrogle mize Srečko Kosovel na odru, ki jo je pripravilo Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica na dan 110. obletnice Kosovelovega rojstva. Na okrogli mizi je kot gostja spregovorila tudi pesnica Barbara Korun, ki je v sodelovanju s tovkalistom in skladateljem Zlatkom Kavčičem izdala zvočnico Vibrato tišine, omaž Srečku Kosovelu ob 80. obletnici smrti. In jaz sem zelo vesela, če bo kdaj prišel v zavest Slovencev kot naš pesnik, poet, ker bo to pomenilo definitivno notranjo preobrazbo, tudi slovenstva in nasploh. Vem, da Primorci nekako se počutijo, da so odrinjeni od centra in da center pravzaprav Kosovela ne mara. Če pogledaš v Ljubljani, on je vse svoje pomembnejše stvari pač napisal v Ljubljani, ker je tam živel večino časa, čeprav z srcem in dušo na Krasu. Nima razen enega obeležja pravzaprav nič tacga, tako da sem zelo vesela, kadar se zgodi tudi na
državnem, reprezentativnem, simbolnem nivoju Kosovel kot tak, to je za Slovence izrednega pomena. Druga stvar, ki me zelo veseli iz poetičnega, jaz namreč tudi pesnica in hodim okrog po svetu in po festivalih, me veseli, da je Kosovel zdaj, se pravi 100 let po svojem rojstvu, pa 100 in več let, postaja pravzaprav izredno aktualen, ne samo evropski, ampak svetovni pesnik. Prevaja v zadnjih letih je bilo, mislim, da vsaj 10 monografij, se pravi izborov večjih iz njegovega dela v različnih jezikih. Med drugim je šla ena tudi v New Yorku in je bila razprodana v 2 dneh. Skratka, izredna aktualnost, ki je svetovna, in če bomo Slovenci po nekom pravzaprav postali znani, se mi zdi, da bi ta tisti poet lahko res postal Kosovel definitivno. Ne. Tako da to je še ena taka moje osebno veselje, ker sem pač se zaljubila vanj še v čist rosnih teh najstniških letih. Kar se tiče pa Kosoveljega samega glasbe ali pa uprizoritve ali pa sploh njegove poezije, mi gresta pa zmeri 2 stavka njegova, iz njegovih beležnic. Človek je paradoks in pesem mora biti kompleks. Se pravi, ta neverjetna, ne samo paradoksnost, ne, se pravi to, kaj je paradoks, je več kot nasprotje ali pa več kot raznolikost. Ne. In to, ki v njegovi poeziji, ker vemo, ne, da je v istem času pisal tako pesmi, ki jih pač literarni zgodovinarji uvrščajo impresionizem, ekspresionizem, konstruktivizem ali pa recimo v socialno tematiko, ne, se pravi to revolucionarno, se pravi hkrati so se mu stvari dogajale. In kompleksnost, zaradi tega, ker je znotraj vsake pesmi pravzaprav znal na nenavaden in po moje enkraten način tako konstruktivistične kot čisto te, ne bom romantične rekla, no, skratka te notranje srce, duša, ne, in hkrati civilizacija, tehnika in z vsemi, mislim, skrajnostmi in radikalnostmi spraviti v neko blazno dinamično in blazno delujočo, kompleksno in hkrati paradoksno celoto. Ne. Tako da v tem smislu je fascinanten, se mi zdi, da je tako fascinanten za vizualne, kot bi rekla interpretacijske v vsakem smislu in kar kliče potem, da se to oživlja na raznorazne načine. Uprizoritve, ki se po časovnici bližajo in obkrožajo leto 2014, so Sad sam laki v idejni zasnovi, koreografiji in izvedbi Matije Ferlina, hrvaškega sodobnega plesalca, ki je nastala v produkciji zavoda Emanat in koprodukciji mednarodnih partnerjev. Premiera je bila 24. aprila 2012 v stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana. Kot na omenjeni okrogli mizi pove doktorica Zala Dobovšek, teatrologinja in gledališka kritičarka, gre v prvi vrsti za fizično predelavo Kosovelovega dela, pri čemer avtor, ki ni vezan na narodnostno spoštovanje do pesnika, do Kosovelove poezije zavzema produktivno distanco. Pri tem mu izbrana poezija služi kot iracionalen uvod v gibalni odgovor. V okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je med partnerji tudi Anton Podbevšek teater, ki v koprodukciji s festivalom Roko Točec izvede predstavo po delih Srečka Kosovela in Antona Podbevška, Človeka z bombami, detonacija, po konceptu in v režiji Matjaža Bergerja. Poleg igralske zasedbe je odločilno odrsko pripovedno lego zavzela glasba v kreaciji in interpretaciji skupine Siddharta. Premiera je bila 26. junija 2012 na Otočcu. Iz te uprizoritve smo izbrali vstopni element v današnjo oddajo, Kons 5, ki ga poleg glasbenikov interpretira Pavle Ravnohrib. Matjaž Berger o Srečku Kosovelu drugič. Jaz mislim, da je tako sodoben, da je tisti prihodnik, ki ga je vnesel leta 25-26, torej mislim, jaz govorim o konsih, ki so nastajali, kot imam 25, ne, da je to bil tako močen prihodnik, da je zaznamoval mnoge negledališke subjekte, no. Vsakega, ki je hotel vsaj malo se imeti za radikalnega, no, ali pa vsaj malo biti subverziven, ali pa vsaj resno si izdelati koncept. Mislim, da je pa po neskončni etiki in po neskončni lepoti te poezije
to nekaj, na kar smo lahko neskončno ponosni in mislim, da danes, če bi si vsako jutro namesto, da spremeš nekaj neumnega, da bi si prebral en konc, bi bila konstrukcija tega dne mnogo boljša. Tako da mislim, da gre za zelo angažirano in zelo transcendentalno poezijo, ki vpliva na neposredno, ne samo počutje, ampak aktivizacijo reflektiranega subjekta. Vprašanje je, ko se Kosovela lotiš v smislu neke javne interpretacije, za tem stoji zanesljivo nek vzrok. In ta vzrok je vezan na neko radikalno akcijo. Tudi, če, kot bi rekla Varvara Stepanova, govoriš zgolj o svojem intimnem življenju. Ker konstruktivizem je urejanje konstrukcije do intimnega življenja. Tako da, tako nekako ga skušam v tem trenutku razumeti. Vzklik za človečanstvo je proslava etičnih vrednot človeka, umetnika. Izhaja iz misli poezije in proze Srečka Kosovela, ki se neposredno nanašajo na aktualno dogajanje v Evropi in po svetu. Izpostavlja človeka, umetnika, ki se bori za preživetje in opravičuje umetnost kot nujo za obstoj posameznika, kulture in človeštva nasploh. Živ, angažiran dogodek je ustvarjen po načelu kolektivnega gledališča, v katerem so bili v procesu dela in količini ustvarjalnega materiala vsi sodelujoči enakovredni so ustvarjalci predstave. Beremo v najavi predstave, ki so jo premierno izvedli 20. septembra 2012 v okviru festivala Exponto. V takšnem ustvarjalnem procesu se izpostavljajo vrednote enakopravnosti in skupinske kreativnosti. Kot družbeno angažirana mladina vzpostavljajo vrednote, ki so zanje pomembne, tiste, ki gradijo novo Evropo in boljši svet. Svet, kakršnega si je zamislil tudi mladi Srečko Kosovel in za katerega so se ustvarjalci pripravljeni boriti. V režiji Renate Vidič in dramaturgiji Tereze Gregorič se je Kosovela na tak način lotila tedaj najmlajša profesionalna gledališka generacija. V sezoni 2013-2014, ki je obeležila tudi 110. obletnico rojstva Srečka Kosovela, je v produkciji Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica nastala uprizoritev Postani obcestna svetilka. Šlo je za koncert poezije Srečka Kosovela, za katerega je izbor besedil pripravil Nejc Valenti, režijo pa je podpisal Andrej Jus. Premiera je bila 8. januarja 2014. Ob predstavitvi projekta so ustvarjalci poudarili, da se Kosovelova misel domala neverjetno prilega današnjemu trenutku, ko izrazi potrebo po spremembi obstoječega družbenega reda. Tako grem jaz, prav vsak, čuti si daljavi, če vstoda osmavim. Say, so much sorry. Tako grem jaz, druga znam, kdo čuti si daljavi, če so razpravim korak,
Odlomek iz pesmi Vihar, vihar sta interpretirala Žiga Saksida in Ana Fakini v sodelovanju z drugimi nastopajočimi. Pregledovanje repertoarjev slovenskih profesionalnih gledališč pokaže, da je Srečko Kosovel v minulem poldrugem desetletju vse bolj prisoten tudi v uprizoritvah, ki se ne osredotočajo zgolj nanj. Njegova poezija se ne pojavlja povsem samostojno, temveč postaja sestavni del besedilnih korpusov, ki so sestavljeni iz del različnih poetičnih in nepoetičnih besedil. V denimo uprizoritvi Marina Abramovič ali Kako sem izgubil pot do Antigone, režija Matjaž Berger, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, premiera 10. april 2014, se Kosovel pojavi v veznih besedilih. V avtorskem omažu Maksu Fabjaniju, naslovljenem Fabjani umetnost bivanja, ki ga je s sodelavci ob 150. obletnici rojstva pripravila Neda Rusjan-Bric, se Kosovelova misel sreča z besedili Maksa Fabjanija, Karla Michelšteterja, Georga Trakla. Premiera je bila 26. novembra 2015 v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Za uprizoritev soareje o praznovanju 100. obletnice novomeške pomladi nekaj dni v septembru, Novo mesto od 1920 do 2020, slovenska zgodovinska avantgarda, avtor koncepta in režiser Matjaž Berger najde stičišča med besedili Alenke Zupančič, Antona Podbevška, Kazimirja Maleviča, Bertolda Brehta, Aleksandra Rodčenka, Srečka Kosovela, Alena Badjuja, Tomaža Šalomuna in Friedricha Nietzscheja. Prizorišči dogodka 26. septembra 2020 sta Kandijski most in Glavni trg v Novem mestu. Ker sem bil 5. otrok v družini, bi moral na župnikovo željo dobiti ime Kvintiljan. Krstni boter pa je zame zahteval ime Srečko. V krstno knjigo so vpisali ime Felix Jozef, po tedanjem cesarju. Pozneje pa se imenujem tudi Felice in se kot avantgardist podpisujem kot Kvintiljan, po vzoru Branka Vergila Poljanskega. Vse to naj bi vodilo v odsotnost moje jasne identitete. Kdo sem in kam grem? Pogosta grafična upodobitev velike črke K v mojih koncih je tako povezana z mojim priimkom, kot tudi z mojim umetniškim avantgardističnim imenom Kvintiljan, pa tudi z besedico kons, ta pa s konstruktivizmom. V imenu Srečka Kosovela je pripovedovala Petra Gavc v prizoritvi Kons o Vel. Po delu Janeza Vrečka so scenarij pripravili Nastja Vidmar, Kristina Ravnikar in Matjaž Berger. Slednji podpisuje tudi režijo. Koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Studia Humanitatis v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana je premiero doživela 10. aprila 2018. Oče je imel z menoj svoje načrte. Saj je želel, da bi se izšolal v tehničnih vedah in postal gozdarski inženir, ter tako pomagal pri pogozdovanju Krasa. Logarji so namreč ugotovili, da je črni bor najprimernejši in najodpornejši za rast po opustelih kraških gmajnah. Obvaroval naj bi jerovico, skopo kraško rdečo zemljo, s tem pa spremenil vegetacijo in preprečeval burji njeno uničujoče delovanje. Soočil sem se z moderno fiziko, z Einsteinovo teorijo relativnosti, hkrati s prijatelji ustanovim revijo Lepa vida in dokončno spoznam, da sem rojen pesnik. Na kraški gmajni, sprehod, bori, krti, sonce, srce polno odprte jasnosti, luči tihe, dobrote, ki se razliva nad človekom v prosti naravi. Nad črnimi borovci stoji veliki voz, morje skal, trnja in zvest. Človek išče svoj obraz, Kras. Kot študent sem pogosto pasel koze po kraških ogradah in gmajnah in se v tej pastoralni ruralnosti reševal pred urbanostjo.
Ob idiličnem pastirskem življenju sem se tako soočal z italijanskimi turisti, ki so mojo kozo z imenom Bruce ogovarjali v italijanščini. Jaz pa sem jim v francoščini odvrnil, da živinica razume le slovanske jezike in francoščino, ker je to diplomatski jezik. Ob drevesu privezana koza smuka mehko travo, trgatev lepi dnevi. Na travniku grabimo seno, on, ona, mehko sonce lepo. Ni nujno, da se človek izogiba vsakdanjosti. Tudi ta navidezna osamljena vasica je del kozmosa. Jaz sem centrum svojega živega kozmosa, ki vibrira v duši in ga spoznavamo v doživljajih. Čudežev ni. Vse, kar je čudež. Barbara Ribnikar, Aleš Valič, Pavle Ravnohrib v omenjeni biografsko-filozofski drami. Scensko delo Kons o Vel se naslanja na odnos med priimkom pesnika Srečka Kosovela in med njegovimi konsi, kot sintezo njegovega pesniškega prizadevanja oziroma njegovim specifičnim žanrom. Predstava se ne ukvarja z zgodovino konstruktivizma, ampak s tem, kako je ta lahko način življenja, ki samemu bivanju prinaša popolnoma višje bistvo in neki popolnoma višji red, ki je na določen način vedno povezan z vesoljem. Petra Govc. Kons 4. Boston obsoja Einsteina. Einstein je prepovedan. Relativiteta nevarna. V Berlinu zapirajo kitajske študente. Kitajski študent je nevarni. SHS menja vlado. Dosti vlad je že menjala. Francija, Španija, Maroko, Frajtar terorizira, žandar terorizira. Veliki ljudje živijo po svoje duše zakonih, majhni po paragrafih. V projektu Kons novi dobi sta avtorja Katarina Morano in Žiga Divjak vzela za svojo osnovo pronicljiv mladostniški uvid Srečka Kosovela, njegov temačen, natančen prerez časa, ki ga je živel, in njegovo vero v prihodnost, njegov zagon, ogenj, prepričanje, da bo iz pepela destrukcije ušlo nekaj lepega, beremo v napovedi. Uprizoritev Kons novi dobi v Divjakovi režiji in produkciji Prešernovega gledališča Kranj je nastajala sredi pandemičnega obdobja in to jo je tudi vidno zaznamovalo. Igralke in igralci so nastopili v skafandrih. Uradna premiera je bila 30. maja 2021. Poslušajmo Aljošo Ternovška, Darjo Rajhman, Miho Rodmana, Vesno Jevnikar, Blaža Setnikarja, Istoka Drabika Juga, Vesno Pernarčič in Vesno Slapar. Vse se prebuja, da zaživi, a narod molči in potem spet noč in težki maj. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo. Noč trka na okna, tiha pomladna noč. Ena luč sije in eno mizo obseva in ob tej mizi stoji človek. Kaj, če je strašno temu človeku? Saj je samo eden. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo. Moja bolečina je ponosna in molčeča. In bolj nego ljudje jo razumejo bori na gmajni in brinovi grmi za skalami. Saj je samo eden. Saj je samo eden. Saj je samo eden. Jaz pojem praznoto kraških polj brez ljudi. Kam so odšli? Joj, kako dolgo je še do večera. Jaz pojem praznoto sivih hiš brez ljudi. Kam so odšli? Joj, kako dolgo je še do večera. Šel sem po cesti tisočem brat.
in sam sredi tega umirajočega stoletja. Jaz sem potnik in zvezdan brat. Ni razpada, jaz hočem k tebi. Kaos hoče k harmoniji. Povej kdaj in oba pojdeva na Bled ali v Bohinj ali doli k morju. Povej kdaj in oba pojdeva na Bled ali v Bohinj ali doli k morju. Glej, ni razpada, midva hočeva, duša k duši. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo. Za en poljub na zlate lase bi dal vse, kar imam. Sanjam in kovnem, podiram, umiram. Iz trpljenja zajemam vse, kar potrebujem. Bodi svetilka, če ti je težko biti človek. 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 Komaj 2 leti pozneje, a že v precej drugačnem času, pa je v produkciji zavoda Delak nastala predstava Evakuacija duha. V režiji Aljoše Živadinova-Zupančiča je bila premierno izvedena 26. junija 2023 v prostorih Osmoze. Spoštovani Aljoša Živadinov-Zupančič, pogovarjamo se o uprizoritvah, ki svoje navdih ali pa snov jemljajo iz dela Srečka Kosovela. V vašem opusu je že predstava z naslovom Evakuacija duha, zdaj je tukaj že nova, torej Tomaj Kosovelov krog. Pa me zanima, kako pravzaprav ste začeli razmišljati o Srečku Kosovelu v uprizoritvenem smislu. Torej, s predstavo Evakuacija duha, ki smo jo premierno izvedli leta 2023, smo želeli predvsem aktualizirati te elemente Kosovelovega opusa, ki delujejo mogoče najbolj strukturalistični, hermetični, neodzvanjajoči v resničnosti. Torej, želeli smo pokazati, da so verzi, ki jih je zapisal Kosovel, ki delujejo najmanj od tega sveta, da so pravzaprav najbolj od našega sveta in za naš svet. Na kakšen način ste se temu približali? V samem začetku procesa smo se odločili, da bomo za uprizoritev predstave uporabili izključno njegova besedila. Torej, vse, kar je izrečeno na odru znotraj predstave Evakuacija duha, so stavki, ki jih je zapisal Srečko Kosovel. Odločili smo se pa, da bomo združevali njegovo poezijo, osredotočali smo se predvsem na njegove konce, z osebnimi pismi, ki jih je pošiljal svojim bližnjim, predvsem recimo pisma njegovi sestri Karmeli. Želeli smo predvsem preko teh v narekovajih zakodiranih verzov pokazati, da v resnici je opisoval svet, ki je bil prisoten okoli njega. Torej, da preko teh njegovih verzov popisuje stvari, kot so neke čist stanovanjska kriza, socialna vprašanja, ekonomska vprašanja in tako naprej. Torej, da s temi verzi res je reflektiral svet, ki je obstajal takrat okrog njega. Uprizoritveno zanimanje za Kosovela se je zlasti v zadnjih 15 letih povečalo, tudi zato, ker teater danes nastaja drugače, ne opira se več toliko zgolj na dramske predloge, ampak išče izhodišča tudi drugje. Tako so recimo nastali različni projekti, od recimo uprizarjanja njegovih pesmi za otroke do tudi recimo plesne predstave. Kako je recimo znotraj tega uprizoriti svojega Kosovela? Ja, torej, Srečko Kosovel je kljub temu, da nas je zapustil pri svojih 22 letih, v resnici zapustil toliko bogat in raznolik opus za sabo, da že to samo po sebi omogoča, če se neka gledališka avtorska ustvarjalna ekipa odloči, da bo ustvarjala predstavo po njegovi predlogi, to omogoča, da lahko že samo izberejo enega od segmentov njegovega dela in to proizvede popolnoma drugačne
umetniške kategorije znotraj tega gledališkega, če se pogovarjamo o gledališču, gledališkega projekta. Torej, kot ste sami omenili, on je pisal tudi veliko pesmi za otroke, ki so res dobre. Proti koncu svojega življenja je hotel napisati tudi roman, ki mu ga ni uspel napisati. Vsekakor pa, kot ste sami omenili, letošnje leto praznujemo 100-letnico Srečka Kosovela in mnogo gledališč ima na repertoarju dela posvečena Srečkotu in na nek način zdaj preverjamo, koliko različnih vsebin, koliko različnih oblik gledaliških Srečko Kosovel prenese in za zdaj izgleda, da jih lahko prenese ogromno. Že sam naše predstave, torej Evakuacija duha in Tomaj Kosovelov krog, sicer izhajajo iz podobnega estetskega jezika in bazena, ki seveda izhaja tudi iz historičnih avantgard časa, v katerem je živel Kosovel in od katerih je bil tudi sam inspiriran, v prvi vrsti konstruktivizma ali pa v tretji vrsti mogoče, glede na to, kdaj se je teh konstruktivističnih poskusov polotil in jih tudi relativno hitro v narekovajih opustil in šel v nadaljevanje preizkušanja novih oblik poetičnih. Jaz mislim, da ga vsaka generacija bere v funkciji svojih potreb. In to je njegova veličina izredna, ker mislim, da lahko svojo, togoto, jezo, ljubezen, vse najde v njem. To je tista čudovitost tega velikega pesnika. Mislim, jaz spadam seveda v generacijo, ki je poznala Černigoja in bla, bla, bla. Potem sem za svoje raziskave intervjuvala tudi ljudi, ki so bili na njegovem pogrebu. Torej, meni se zdi to fascinantno, kako je recimo fašizem, kaj se dogaja v Tomaju oziroma Sežani, kako morata učitelj se preseliti, je ponižan, razžaljen. Sin gre v Ljubljano zato, da ohranja svojo identiteto. Kako so Tržačani, recimo, kljub nasilju, še vedno, mislim, bili v kontaktu, so vedeli za njegovo poezijo in riskirali ogromno zato, da so vrgli eno trobojnico v njegov grob. To se mi zdi fascinantno. V moji mladosti, recimo, je Pavle Merku norel, ker je moral uglasbiti Kosovelove pesmi. To pomeni, da vsak ustvarjalec črpa neko izjemno energijo iz njegove poezije. In ta poezija, mislim, je res učinkovita. V vsakem trenutku pograbiš, jo vzameš, seveda, jaz bom rekla, tudi jo uporabiš, ker jo uporabiš, ampak to pa je tudi, mislim, imamo pravico do tega, konec koncev, in mogoče jo uporabimo prav zato, ker cenimo, imamo radi Kosovela in ga čutimo kot našega. Jaz ne vem, če je ta razlika, ker kot se je recimo Vrečko vrgel v študij Kosovela, jaz sem po svoji provenienci, sem pač literarni zgodovinar, poznam njegove študije, se mi zdi, on ni Primorc, in vendar se je zaljubil v Primorsko in zdaj hočem vedeti vse o Primorski in o Primorcih in to proučuje. To pomeni, da mogoče Kosovela, mogoče učitelji ne znajo posredovati dovolj in mogoče so zato pa predstave toliko bolj tehtne. Oziroma vključevanje mladine, da to spoznava, da to potem tudi interpretira, ker to mislim, da je poglavitno za katerokoli poezijo. Ker poezijo moraš ljubiti, jo moraš dognati, jo moraš čutiti za svojo. Tukaj je pa tudi bogatstvo enega naroda, ampak to so pač primorske motnje. Tako je svoje misli na pogovoru o okrogli mizi leta 2014 delila Bogomila Kravos, slavistka, doktorica znanosti s področja literarnih ved, teatrologinja in gledališka raziskovalka, tudi izjemna poznavalka kulturne zgodovine Slovencev v Trstu. Letovsko 100. obletnico smrti Srečka Kosovela obeležujemo na državnem nivoju, so do današnjega dne nastale 3 profesionalne predstave. Priredbo stripa Žige X Gombavča in Jake Vukotiča Srečkon strip predstava je res čuden naslov za predstavo
je režiral Mare Bulc. Interaktivna uprizoritev v koprodukciji Cankarjevega doma, Kosovelovega doma, Sežana in Zavoda Škratelc je bila premierno izvedena 8. februarja v Cankarjevem domu. Sonce ima krono, po motivih del Srečka Kosovela, avtorja in režiserja Filipa Mramorja, ki nagovarja tako otroško kot odraslo občinstvo, je v produkciji Mini teatra premiero doživela 22. marca. Gledališki Informans, Tomaj, Kosovelov krog, v soavtorstvu Dragana Živadinova, Aljoše Živadinova Zupančiča, Dunje Zupančič in soustvarjalcev, v soprodukciji Zavoda Delak, Kosovelovega doma Sežana in Moderne galerije, so predstavo v Kosovelovem domu v Sežani premierno uprizorili sredi aprila. Ljubljanski ponovitvi smo si ogledali pretekli konec tedna. Odrska kompozicija temelji na gibalno-koreografski strukturi, ki z diferenciranjem oseb, interpretov znotraj enotnega materiala doseže to, da uzremo posameznika v množici, človeka v svoji človečnosti. Koreografija in spremljajoča zvokovna oprema ter pogledi in druge geste igralcev in igralk zasnujejo trdno in razumljivo pripovedno os. V njenih postopkih prepoznamo tudi poteze Kosovelove konstruktivistične poetike, ki se vsebinsko in oblikovno, skladno s časom, v katerem živimo, radikalno zaostruje. Iz dejstva, da se Srečka Kosovela spominjamo in ga v različnih oblikah in formatih oživljamo, posebej še letos, izhaja tudi vtis, morda celo namerna režijska misel, da na določenih mestih osebe na odru gledamo kot v njihovem posmrtnem življenju. Ta učinek je še posebej zanimiv, svež in živ. O odnosu med delom in osebo Srečka Kosovela in lastnim umetniškim delom je nekaj besed povedal tudi Dragan Živadinov. Srečko Kosovel je nekaj izven opusa, nekaj, kar je neka, mrak bi rekel, neka obločnica, nekaj, kar je v mojem jeziku bližnja orbita ali pa ekvatorialna orbita. V tem smislu bi se lahko pravzaprav pogovarjali na dva načina. Eden je, da skozi Kosovela nenehno preverjam čas. Tako da je zanimanje za Kosovela v modernističnem času, v izteku modernističnega časa, se pravi, ko imam 15 let, smo bili ekstremno dobro informirani o njegovih dveh svetovih, stilno-formativnih svetovih. Se pravi, na eni strani ta, kako bi rekel, krajinska poezija, vezana na kras, pa potem ta avantgardna, ki je seveda tako spremenila in ta me je popolnoma, kako bi rekel, obsedla tudi. Ne? Ampak v resnici je bil Černigoj tisti, ki me je v resnici povezoval z gledališko kontinuiteto. Černigoj je bil vezivo, konstruktivistično vezivo, ne pa Kosovel. To je bilo v času izteka modernizma. V postmodernizmu seveda je Kosovel bil v orbiti, ampak nikoli se ga nisem neposredno dotikal. Govorimo o duhovni vertikali, ko ti začutiš, da je na oder treba pripeljati skozi določen mit, določeno temo. V zadnjih letih pa to, kar imenujemo metamodernizem, se pa vrne. Vrne se marsikaj, kar je s postmodernizmom bilo ironično, cinično, vseenost. Ne? Je z metamodernizmom se vrnil nek smisel, ne pa več naiven smisel, potreba preverjanja resničnosti, tistega, kar je v resničnosti, pa kar se dogaja usporedno z oblikoslovnostjo in duhovnostjo. In v metamodernizmu Kosovel na novo zaživi. Tukaj se pa pojavi potreba, da bi Kosovela je sam osebno uprizoril, ker naenkrat se izoblikuje stanje stvari, ko
Aljoša postane direktor Delaka zaradi zunanjih okoliščin in Dunja Zupančič, Aljoša Živadinov Zupančič in jaz pravzaprav se odločimo pa, da naredimo skupaj predstavo. In rezultat je pa ne ena predstava, ampak ta triada Prešeren, Kosovel, Marko Brecelj. Se pravi, Bogomilin križ, Kosovelov krog in trikotnik Marka Breclja. To je pravzaprav vse na nek način z moje točke pogleda Kosovel. V oddaji so uporabljeni odlomki iz navedenih uprizoritev zadnjih 2 desetletij v slovenskem gledališču. Odlomki z okrogle mize Srečko Kosovel na odru, ki jo je pripravilo Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica leta 2014. Odlomki iz pogovorov z Aljošo Živadinovom Zupančičem in Draganom Živadinovom, ki so nastali o pripravi pričujoče oddaje. Iskrena hvala vsem, ki ste omogočili objavo odlomkov. Oddajo sta v sodelovanju programa Ars in Slovenskega gledališkega inštituta pripravili Ana Perne in Petra Tanko. Brala sva Igor Velše in Maja Mol, ton in montaža Miha Klemenčič. Za prihodnost poslušajmo odlomek iz neposrednega radijskega prenosa predstave Vlak številka 1, 2, 3 v bodočnost. Scenarij Rafael Vončina in Mateja Kralj, režija Jasmin Kovic, produkcija Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in Kosovelovega doma Sežana. Premiera 18. marca 2024. Interpretira Matej Zemljič. Iskal sem človeka, da ga vzljubim, da ga spoznam. Ali povsod so bili le obrazi, krinke, resnice ni bilo na njih. Človeka ni bilo v njih. In tega sem iskal. Odkril sem civilizirani obraz. Za njim pa je sijal elementarni, resnični obraz človeka. Vas je bil živ, a vas zatajevan, kdor obupa. Pozabi, da je človek poslan v življenje zato, da občuti radost življenja. Toda ta radost ni v osnovi, temveč v duši. Kajti samo človek, ki bo globoko izoblikoval svojo dušo. Le tak človek bo lahko človek bodočnosti. Pošten, pravičen, etičen. Ker je tudi vsa etika le odsev lepote duše. Vse je razbito. Kličem te, človek! Človek! Črna cipresa in zvezda nad njo in ob zvezdi obraz. Kje so žitna polja? Moj v temo. Vse je razbito. Kličem te, človek! Človek!